Nova zgodba. Točko si zakrila? A ne, Mislimo, da je to tako enostavno. Vsak korak, kar se zgodi. Daj na svet živeti, živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Dor pa kislo se drži, ta za naša družba in živijo, oj, živijo. Kar zvest je vrh neba, toliko let naj Bog nam da. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Naj bo stara, naj bo mlada, vsaka ima fanta rada. Ja, lep pozdrav še enkrat vsem skupaj, dobrodošli tukaj na dvorišču hiše, ki se imenuje Dom Jožeta Pučnika. Veseli smo, govorim v imenu celotne Slovenske demokratske stranke, da lahko odbor gostimo ob drugi obletnici. Za vreme nismo samo mi odgovorni, se popravičujem. Prej je bilo že vse postavljeno, kozarci so stali tukaj, pa je dež začel, so jih polonesli gor po sobah. Tako da zdaj malo deljeno, pijača bo tukaj. Nek simboličen prigrizek je pa v dveh sejnih sobah. Ena se imenuje po Francetu Tomšiču. Ta je na vrhu. Ta je na vrhu v tretjem oziroma četrtem štuku. To je bolj za tiste, ki imate še bolj zdrava kolena. Kdor ima težave s tem, je pa to v pritličju tukaj ena manjša sejna soba, ki se imenuje po Rudiju Šerigi. In tudi tam je nekaj, tako da jaz predlagam, da se malo razdelimo, ker tudi ti panoji so tukaj za mano in si jih vsi ne moramo gledati. Torej, kdor je najbolj željne, gre prej kozarcem, pa potem k slikam in obratno. Dobrodošli še enkrat, hvala za 2 leti vztrajanja in prijetno druženje želim. Lepa Janeza Janši za gostoljubje. Očitno danes nimamo tukaj le samo razstave ob 2-letnici odbora 2014, ampak imamo tudi dan odprtih vrat SDS. Predsednik Janez Janša pravi, da so vrata SDS odprta vsak dan, tako da je vsak dan odprtih vrat v SDS. Jaz sem želel z vami podeliti samo še nepar občutkov ob teh naših shodih, potem pa bo mikrofon prevzela glasba z našimi čudovitimi pevkami in pevci in pa seveda harmonikašem.
Če bi mene vprašali, kater shod se mi je zdel najbolj čustven, seveda, prvi je bil zelo močan, se pravi odhod na Dob. Če vam povem, kako smo se pripravljali na ta odhod na Dob, ne rečem, da sem enkrat par dni pred odhodom na Dob vprašal Janeza Janšo, ja, kdaj zdaj greste? Pa rekel, a se vam že tako mudi? No, ampak se veste, veliko stvari je za organizirati in če si za to zadolžen, moraš kakšno stvar malo prej vedeti. Se pravi, ni se nam mudilo, ampak morali smo pa vedeti. Se pravi, in mislim, da smo pripravili res lep, kakorkoli je bil žalosten ta dan, ampak lep, čustven, dostojanstven odhod na Dob. Če se spomnite, so nad vsemi nadvozi od Ljubljane do Doba bili transparenti, zelo spodbudnimi sporočili. In verjamem, da vsi, ki smo se peljali po tej poti, smo doživljali zelo podobno, zelo čustveno, že samo pot. Seveda potem tudi slovo na Dobu je bilo ganljivo, vendar pa hkrati smo imeli pri sebi zavedanje, da pri teh čustvih ne bo ostalo in da bo treba ta čustva nadgraditi z akcijo. In vsem prav lepa hvala, da smo jih nadgradili z akcijo. Se pravi, ta prvi dan je bil sigurno zelo, se nam vsem vtisnil v spomin. Ampak se mi zdi tako, če bi pa moral sam izbirati od tistih, ko smo bili sami, se mi zdi, da je bil pa najmočnejši tist, ko je bil obisk nemškega predsednika. In tist shod, če smo čisto pošteni, je naredil velik nihče drug od Borut Pahor. Najprej zato, ker nam je lagal 14 dni, da nam bo uredil srečanje z nemškim predsednikom, pa nam je potem zadnji dan sporočil, da žal tega ne more, čeprav je organizator obiska. Se pravi, če bi mi prišli do nemškega predsednika na način, kot se to dela v urejeni državi, da ima tudi opozicija, tudi kritična civilna družba možnost srečanja z tujimi državniki, potem tistega shoda, takega kot je bil, ne bi bilo. No, ampak tega shoda, takega kot je bil, tudi ne bi bilo, če se ne bi Borut Pahor obnašal povalinsko. Se spomnite, kaj nam je naredil? Ko smo prišli pred hotel Union, je policiji ukazal, da nam vzame mikrofone in zvočnike. No in takrat, ob tem povalinstvu predsednika države, se mi zdi, da smo vsi dobili 3 do 4 močnejše glasilke, kot smo jih imeli. To je bil nepopisan občutek. Ko smo ob grobi krivici, ki se nam je zgodila, ob grobem poskusu preprečitve izražanja našega mnenja, zmogli 3 močnejši zvok, kot smo ga bili prej sposobni z zvočniki in mikrofoni. In potem smo izvedeli, da nemški predsednik razen nas v tistem času ni mogel poslušati ničesar drugega. Ker smo bili brez mikrofonov. Samo s svojimi glasovi, več kot 500 nas je bilo tako glasni, da se notri ni nič drugega slišalo kot samo nas. In sem prepričan, da se nas je nemški predsednik bolj zapomnil, kot pa bi se nas zapomnil, če bi imeli 2 ali 3 minutno srečanje z njim. To je bil, recimo, ta, ki se mi je zelo utrnil. In potem pa tisti pogreb pravne države. Koliko ljudi je na tistem pogrebu pravne države jokalo? Mi smo izvedli simboličen pokop pravne države, ampak izvedli smo ga tako doživeto in tako močno smo bili prizadeti ob vseh krivicah, ki se dogajajo v slovenskem pravosodju, da smo vsi skupaj, se mi zdi tudi na čelu z mano, razumeli, da je ta pogreb resničen. In smo mnogi jokali, ne samo v srcu, ampak tudi fizično s solzami. Zelo čustven shod. No in seveda potem ne moremo mimo shoda, ki je bil pa verjetno najbolj čustven od vseh, in sicer ob prihodu iz zapora.
ko je pa vrhunec verjetno vseh naših shodov, ko smo dobili potrditev, da splača se. In se mi zdi, no, da smo vendarle uspeli včasih, ko nam je bilo morda že malo težko vztrajati, pa včasih, ko nismo več videli smisla, vedno znova črpati moči iz teh najlepših, najbolj čustvenih trenutkov, predvsem pa zazrti v prihodnost, kaj vse še moramo narediti in kaj ne bo naredil nihče, če tega mi ne bomo storili. In veliko od tega, kar ne bi naredil nihče, če mi ne bi storili, se je dogajalo prav pred Vrhovnim sodiščem na naših shodih. Seveda naša pot ni zaključena, še veliko dela je potrebno opraviti, ampak temelji, in to dobri, trdni temelji, so postavljeni in še enkrat res iskrena, lepa hvala za vse, kar smo storili v teh 2 letih. Dovolite. Hvala. Prej mi je Aleš rekel, kje je kaj za piti. Se rekel, če boš kje našel, lahko tudi v mojem imenu najdeš. Pa ni našel, ker moral vmes govoriti. Pa sem medtem jaz našel štajersko vino, ki sem ga njemu prinesel, meni pa je prinesel en z Primorskega in to pravo štajersko vino. V imenu nas vseh ti čestitam in se zahvaljujem, da si tako fino nor. Da si tako vztrajen, se reče temu. Samo nekaj besed bi rad povedal. Poslušajte, prej sem slišal, da je to dom Jožeta Pučnika. Kaj se dogaja v tej deželi? Zadnje čase hodim od proslave do proslave in zadnjič pred par dnevi odkrijem park Jožeta Pučnika v Lenartu v Slovenskih Goricah, blizu tam, kjer je to vino. Pridem v Ljubljano, pridem v dom Jožeta Pučnika. Ja, na letališče še nisem bil. Danes, 5 dni nisem bil. Ampak se dogajajo stvari, ki se morajo dogajati. Malo prepočasi, to bi se moralo zgoditi pred 18 leti, ali pa 20, ali pa 25, ampak se dogaja, ker smo vztrajni. Hvala Aleš, hvala Janez, ki vsi vztrajate. Poglejte, ampak vseeno takemu kozarcu pa moram povedati nekaj verzov, ki so napisali v obliki kozarca in sicer komu najprej veselo zdravljico bratje smo zapeli. Bog našel nam deželo. Bog živi ves slovenski svet. Brate, vse, kar nas je sinov, sloveče matere. Žive naj vsi narodi, ki jih repene dočaka dan, dekodar sonce hodi. Prepir iz sveta bo pregnan. Derojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mojak. In na zadnje še prijatelji. Kozarce zase vdihnimo, ki smo zato se zbratili, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog. Kar nas dobrih je ljudi. Sem tiho povedal. Na zdravje. Lepše je kot doma, si spil vijale za zrak, prigriča dolin gora, daljavi še modro morje uzrem, ki lepše je kot doma.